Antum Verde lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte. Kobilarno Lipica predstavlja direktorica magistra Tatjana Rušinek. Udce, prosim. Najprej hvala, lepo pozdrav vsem, čestitka v prazniku. O Lipici je tudi gospa Tajmar nekaj povedala za nas v prihajajočem letu, nov zakon in nove zgodbe, ampak ker smo danes tukaj zaradi vodnikov, se mi zdi vseeno v bistvu povedati, da Kobilarna Lipica v bistvu v lanskem letu obiskalo več kot 80.000 obiskovalcev. Naredili smo nekaj manj kot 40.000 hotelskih nočitev. Letos praznujemo 444 let obstoja. Samo vodenje po kobilarni pa je začelo nekje že v 19. stoletju, ko so se v bistvu potniki iz Dunaja upravljali proti Trstu, pa so se ustavljali v sami Lipici in so vlogo turističnih vodnikov prevzeli kar sami konjarji, ki so znali kaj več povedati o sami kobilarni. Turizem nastane nekje v drugi polovici 20. stoletja, ko v bistvu začnejo nek srednji razred, neke vrste turizem in danes je Lipica tam, kjer je, neka ikona slovenskega turizma, ena izmed vodilnih turističnih ponudnikov na destinaciji Kras in Brkinov. Hkrati pa kot najstarejša kobilarna na svetu kljub vsemu ne more biti stand-alone oziroma sama zase živeti, ampak pomembno lahko prispeva tudi k razvoju neke turistične ponudbe v samem okolju. V Sloveniji, Ožje, Brkin, Kras. S prenovo hotela seveda si želimo povečati število nočitev in zadržati gosta za dlje dni pri nas in mu tudi hkrati ponuditi v bistvu obisk in doživetje malo širšega okolja. Če nadaljujem v tem delu, kar je v bistvu najprej čisto samo naša osnovna celica vodenja, mi imamo redno zaposleno vodniško ekipo, ki šteje stalno zaposlenih 6 članov ali boljše članic, ki so praktično vso svojo delovno dobo že v Lipici in kot take zelo zanimiv dodatek samemu vodenju. Mladina danes vse pogugla, pogleda, naredi itinerarij, pride tam, vse ve, ampak ko ti slišiš neko besedo, ko ti nekdo razloži zgodbice, ki jih ne moreš nikjer prebrati, ko so to neka lastna pripovedovanja doživetja, postane v bistvu to šele pravi čar in pravo doživljenje nekega kraja. Mi v bistvu ne vodimo samo Lipico, dodali smo v bistvu še Vilenico oziroma deloma tudi živi muzej Krasa. Se pravi, da v bistvu organiziramo izlete do Vilenice, kjer naši vodniki povejo nekaj o Krasu in o v bistvu dajo informacije, ki so povezane širšo regijo Krasa in Brkinov, potem pa v sami Vilenici prepustijo vodenje jamarjev. Hkrati tudi skrbimo za njihovo izobraževanje. Lani so obiskali parkoraške zgodovine, še prej Škocjanske jame, verjetno bomo poslali še na kakšno drugo turo z lokalnimi vodniki. Zakaj? Da že samo obiskovalce Lipice hkrati tudi zanimirajo za zgodbe oziroma znajo prodati neke stvari zunaj sebe in da niso osredotočeni mogoče samo na Lipico. To je pomembno predvsem za tiste goste, ki bi ostali več kot 2 uri recimo pri nas in si želijo slišati še kakšno zgodbo ali kakšno povabilo. Zato smo se tudi organizirali in spreminjamo akt o ustanovitvi, da bi poskušali prodajati tudi nekaj turističnih paketov povezave z lokalno ponudbo. Se pravi, da niso samo letaki v naši recepciji, lahko greste tja, ampak da poskušamo pripraviti že neke pakete z nočitvami, ali ogledom tega, ali vodenja, ali vinske kleti in mogoče poskušamo na ta način vključiti tudi lokalno ponudbo. Pri tem seveda opozarjam na neke pasti, ki nastajajo, da mora biti potem ta lokalna ponudba stabilna, vedno na razpolago, ker enkrat, ko greš v ta projekt, si ne more nekdo odločiti, joj, danes pa jaz ne bi sprejel te posle v kleti ali pa nimam časa. To je včasih težava pri teh manjših ponudnikih, ki bi želeli biti del ponudbe, del neke destinacije, pa se zreducira na to, da bi samo nekdo reklamiral, pa se prilagodil njim, kar je potem, ko greš ti malo širše in vložiš v nek marketing malo težje.
Kar sem želela v bistvu še poleg tega izpostaviti je, da smo se tudi zelo aktivno vključili, seveda tudi mi po COVID-u, vsi vemo, da turizem ni več to, kar je bil in da bojo trajno spremenjene neke navade in da mi še nismo deležni nekih množičnih turistov, nekih serialov, nekih avtobusarjev, tega organiziranega turizma v takem nivoju, kot je bil pred COVID-om v Lipici, ni še, ne vem, če sploh kdaj bo. In da si gostje bolj želijo nekega trajnostnega, individualnega, personaliziranega doživetja, čeprav ta varnostni vidik ni več poanta. V lanskem letu smo že drugo leto zapored sami v Lipici organizirali študijsko potovanje italijanskih agentov. Povabili smo 30 agencij, ki so v bistvu 3 dni nočile v sami Lipici. In hkrati so imele oglede destinacije Krasa in Brkinov z pomočjo tudi v bistvu lokalnih vodnikov z namenom, da se potem ta paket lahko prodaja, da ti agenti znajo potem to prodajati predvsem v Italiji, kar je naš sosednji najbolj naravni trg in da poskušamo s tem pridobiti zanimanje čim večjih ljudi. Se pravi, smo sami vstopili tudi na ta trg, da smo to gostili, bom rekla, financirali, da bi dali nek mozaik, ne samo k obisku Lipice, ampak k nekem daljšem doživetju oziroma nekemu motivu, zakaj bi se nekdo odločil, da preživi polovico tedna, ne morem reči, ali pa podaljšan vikend v naši okolici. Seveda, kot rečeno, tudi če stopimo z Lipice, lipiški vodniki, ki se jim bo poleti pridružil, recimo vsaj še 6, nekje 12 je številka, vodenje trenutno poteka v 5 jezikih. V zadnjih letih se nam je zgodilo tudi, da smo imeli nekoga, ki je znal poljsko, pa mačarsko, tako da včasih pocrtamo kakšne vodnike, kakšne turiste, ki prihajajo iz teh regij v svojem jeziku in je to še dodana vrednost. Poleg njihovega izobraževanja, pravim, je v vsakem primeru v povezavi z hotelom in z gosti, ki so dlje časa, zelo pomembno, da imamo tudi to mrežo teh lokalnih turističnih vodnikov, tako da Bog da res hvala, ker se to neumorno trudiš in si preživel vse te čase, takšne in drugačne, ki sigurno niso prijazni, ko moraš sam poskrbeti v bistvu za svoj kruh na nek način. S temi agencijami bomo nadaljevali, mi smo v bistvu z temi italijanskimi agenti se že dogovorili tudi za letošnje leto, da bomo to počeli, ker seveda italijanski avstrijski trg v tem delu nam je tako blizu, kot rečeno, da pričakujemo v bistvu tudi individualne goste, ki so sedeli v avto, pa so potem lahko v par urah pri nas in jim lahko pokažemo vse znamenitosti v okolju.